Po pogovorih z ljudmi, s katerimi sem delala, ko so povzročali prometne nesreče, ko je bila vožnja prehitra, ko so se šli sproščati in z motorjem in z avtomobilom, je vedno bil prej nek razlog za to. Vedno je bil prej nek razlog za to, zakaj je potrebno zdaj meni iti pa dajmo gas. In vedno se vrnemo na neka čustva. Tisto je potem povod za to, da rabimo kakršnokoli, dajmo reči, sprostitev takšne vrste. Mi imamo pač v statistiki, ne vem, nenaden premik voznega pasu ali zavivje ali kakorkoli že, ni pa raziskano, zakaj se je pa to zgodilo. Podobno adrenalinsko početje je kot kateri drugi adrenalinski športi. Ta občutek, da si živ, ta koktajl hormonov, ki nas preplavijo, seveda, in lahko pride tudi do pretiranega izločanja hormona užitka, ki je dopamin, in če je tega hormona preveč, lahko pride tudi do halucinacij in zamrznitve. Na tak način ti hormoni vplivajo na delovanje naših možganov. Še ena stvar, živimo v hitrosti, hiter tempo, stres. To pomeni, da je v našem telesu noč in dan 24/7 povišan nivo stresnih hormonov. To je adrenalin, kortizol, in ti hormoni v bistvu poskrbijo za to, da vsi organi hitreje delujejo. In potem pride vikend, zdaj pa gremo pa na motor, se malo sprostiti. V telesu je pa še vedno ta nivo stresnih hormonov zelo visoko. Ne moremo tega z enim gumbom ugasniti, da bi čez noč potem pa mi vklopili parasimpatični živčni sistem, pa bi se lepo mirno in na easy peljali. Ampak gremo že s povišanim nivojem stresnih hormonov na motor in vožnja na motorju nam še poviša, ker je stresna, ker je nevarna. Zraven pride še užitek ob tem, dopamin, in ta koktajl hormonov nam da občutek, da smo bolj živi.